Dramska skupina Kut Lojze Avžner Zgornja Ložnica je pretekli konec tedna v domači športni dvorani premierno uprizorila novo igro, in sicer komedijo v 3 dejanjih Gospod gre na lov. Delo francoskega dramatika Žorža Fejduja je priredila in režirala Kristina Breznik-Jevšenak. V predstavi igra 8 igralcev, v glavnih vlogah pa nastopajo Danilo Janžič, Marjeta Brglez in Peter Mlakar. Veš kaj, o njem nič slabega, tvoj prijatelj je. Nič slabega, moj dober prijatelj, rad ga imam, ampak saj veš, že dolgo tebe pa ljubim. In dopustil bi, da ga prevaram. Pa to je, veš, to je čisto drugi zorni kot, vi ženske tega sploh ne razumete. Veš kaj, Marino, ko se dva poročita, si obljubita večno zvestobo. In dokler bom jaz prepričana, da moj mož ni prelomil prisege, ga ne bom izdala. A tako praviš, tako? Tako ja, častna beseda. Če pa bi mi kdo dokazal, da me moj mož vara, potem bi takoj pritekla k tebi in ti rekla: Marino, maščuj me. Res? Ja, ampak, ker natančno vem, da je kaj takega popolnoma nemogoče. Se razume, popolnoma nemogoče. Kaj pa pravzaprav zanima tega tvojega moža? Poglej, hodi na lov, čolnari, ribari, skratka samo rekreira se, kaj ne? Ja, natanko tako. Veš, lov. Veš, so pa tudi možje, ki se pretvarjajo, da so nori na lov. V resnici pa imajo to samo za izgovor, da lahko odfrčijo. Doma rečejo, da gredo na lov, in kdo bi hodil gledat za njimi, kaj? Ja. Kdo bi hodil gledat? Ja, že mogoče. Ampak, moj drago, pa že ni tak. Sem tudi sam prepričan. To edino, kar pa je, kar sem zadnjič opazil, ko je glih prišel iz lova, veš? No, kaj? No, v tisti košari je imel zajca in kunca. Ja, no, in? No, nisem ravno lovec, ampak kolikor vem, da tam, kjer se nahajajo zajci, tam ponavadi ni kuncev. In tam, kjer se nahajajo kunci, veš, tam ni zajcev. Ti srčkani glodavci se srečajo ponavadi samo na enem mestu. Ja, mogoče sta pa ravno tam lovil takrat. Tam, kjer prodajajo divjačino, Kaj? Tam, kjer prodajajo divjačino? Ja. In ti to meni govoriš tako mirno? No, povedal. Veš kaj, vse mi bo moral Za razložiti. božjo voljo, samo tega mi ne stori, veš, to sem ti zaupal zato, ker sem popolnoma prepričan o Dragotovi nedolžnosti. Ne, vse mi bo moral Ne, razložiti. lepo te prosim, ne stori mi tega. A odhajaš slučajno? V bistvu, si prišel, kako si kaj, prijatelj, v redu, vse dobro. Kako sem? Smo ja prejle bila skupaj. Ja, saj res, ja, odhajam, ja, veš, odhajam že, nasvidenje. Kaj mu pa je? Kot da ga bi nekdo s kolom po glavi. Ti tudi? Kaj vaju je pičilo? Nič. Nekaj sva se pogovarjala o glodavcih. Lepo. Ja. Vem, da kunci in zajci niso skupaj doma. Ti pa si imel zadnjič ravno tako lov. Draga moja žena, pa kaj ti dvomiš v mene? Jaz sem ja lovec kilometrino. Če hočem zajca, grem tja, kjer so zajci. Če hočem kunca, grem do njega. Pa menda ja ne misliš, da... Tak pa ja. Strapa. Sem verjela tistemu zdravniku, me je hotel. Veš kaj, ti si pa res moj pravi zviti možek, pravi lovec. Norica moja, da greš sumit v svojega moža. Gospod,
hlače prinesel vaše nove hlače? Odlično, daj mi se. Ja, odlično, pridi, draga moja. Greva jih poskusi, da vidiš, kako mi pašejo. Ja, ja. A strica pa ni? Ja, je. Pravkar preskuša vaše hlače. Moje hlače. Za vas podobne vašim. Oponašam, za crkli. Bi ga radi videli? Seveda, se ne mudi, bom počakal. Prišel sem ga malo obrat, zato bom raje... A boste kartali? Ne, prišel sem ga prosit za 500 dinarjev. Tako? Kakšen srček, kakšna miška, mlada jedra, ravno prav raščena. Njen star je sicer malo v napotu, ampak mi je rekla, če se prikaže tisti moj oragutan hitro v omaro. Sva se spoznala v zastavljalnici, ona je prinesla družinski nakit, jaz pa sem zastavil uro. Kaj hočemo? Združila naju je stiska. Takoj sva se zaljubila. Kot je Romeo in Julija. Še istega večera mi je dala ključ svojega srca, pa tudi ključ stanovanja na Tomšičevi 40. Zdaj redno hodim k njej vsako soboto. No, danes jo presenetim, bo posebna nedelja. Tako pa sem. Zdravo, tetica, zdravo, stric. Zdravo. Lej no, pa res imaš moje hlače. A posnema vas, Lahko bi govoril vedninik. Ja, v redu. Joj, še plačamo, nisem hlač. Striče, Ja. ko ravno vidim, da preštevaš bankovce, bi te vljudno prosil, bi mi posodil 500 dinarjev. Ne, dragi moj, si mi dolžen že 600 dinarjev. To je čisto preveč. Od mene ne dobiš ničesar. Ampak striček, pa saj te ne prosim, da mi jih podariš. Vidim, da imaš krasne bankovce po 100 dinarjev, pa bi te prosil, če mi zamenjal za enega krasnega 500-taka. A ja, menja bi rad? Ja, to pa ja. Daj roko. 1, 2, 3, 4, 5. To imaš. Hvala, striček, kar je dano je v žep za popado. Ne, počakaj! Vrni mi denar! Denar zdaj troši! Mu bom že pokazal.